Na današnji seji Komisije za nadzor varstva obveščevalnih služb smo obravnavali predhodno, v tem trenutku sicer še neuradno, poročilo Europola o varnostni ogroženosti in pa vprašanje zaščite kritične infrastrukture v Sloveniji, ki je seveda s tem nedvomno povezano. Vsekakor je poročilo Europola za lansko leto naravnost alarmantno. V številkah, ki jih je zdaj predstavil direktor Europola, samo poročilo bo dosegljivo šele potem, ko ga obravnava komisija, je namreč navedeno, da je bilo samo v lanskem letu na ozemlju Evropske unije preprečenih kar 211 terorističnih napadov in da je bilo s tem v zvezi aretiranih več kot 1000 ljudi. To so številke, ki odkrito povedano so celo zame presenečenje, saj so nekajkrat večje od sicer dosegljivih javnih informacij, pa tudi od tistih informacij, ki so bile pač dosegljive v dokumentaciji, ki je bila dosegljiva pod pogoji, ki urejajo vprašanje zaupnosti oziroma tajnosti dokumentov. To seveda pomeni, da se te številke očitno pred javnostno skrivajo. Dejstvo je, da je tudi vprašanje, koliko se sprot in pa vsebinsko sporoča te številke Europolu in kaj se v teh številkah skriva. Vsekakor bo to natančneje možno analizirati šele potem, ko bo dosegljivo celotno poročilo, ko se bo videlo tudi lokacijsko, kje so pač bile te aretacije in kje so bili preprečeni napadi, pa po drugi strani, kaj točno vse to obsega. Namreč najbrž vsaka država namreč zdaj se to sporoča, nimajo povsem enotnih kriterijev. Tisto, kar pa sledi iz tega, pa je eno sporočilo, ki ga mora resnično vedeti vsak, da je očitno postala stopnja ogroženosti izjemno visoka in da je po ocenah vseh, ki smo danes sodelovali na tej seji, višja, kot je bila kadarkoli v preteklem obdobju. Razlog za to je preprosto dejstvo, da bo čez nekaj tednov Velika Britanija odločala o morebitnem odhodu iz Evropske unije in vsakdo, ki v tem trenutku načrtuje oziroma hoče izvesti teroristični napad, bo zagotovo računal na multiplikativni učinek, saj bi vsak uspešen napad veliko verjetnostjo povečal možnosti za izstop Velike Britanije iz Evropske unije in s tem škodljive posledice za Unijo kot celoto. Poleg tega je še nekaj okoliščin, ki narekujejo posebno previdnost. Začenja se turistična sezona in pa začenjajo se nekatere velike športne prireditve, med drugim naj omenim nogometno prvenstvo, ki bo potekalo v Franciji, ki pa je že po samem poročilu Europola zagotovo najbolj ogrožena država Evropske unije v tem trenutku, kar bo seveda potrebno upoštevati pri ukrepih zaščite, pa tudi naj to pač upoštevajo ljudje, ki bodo tja želeli potovati. Kar se tiče kritične infrastrukture v Sloveniji, bomo to točko še obravnavali. Danes se žal policija ni udeležila naše seje, je pa po naši oceni potrebno ponovno preučiti vse, kar je povezano z njeno zaščito in pa storiti vse, da ne bi prišlo do kakršnihkoli škodljivih posledic. Dogodek zadnjič v Tešu, tudi če gre samo za nekaj nezadovoljnih ljudi, pač opozarja, da kakršnokoli slabi odnosi na tem področju, pa tudi če gre zgolj za odnose med zaposlenimi, imajo lahko velike in dolgoročne negativne učinke za celotno družbo. Zato je to vsekakor področje, s katerim se je potrebno posebej ukvarjati in s katerim se bomo tudi na komisiji v naslednjih dneh še soočili.